V redu, torej usposabljanje za pametne tovarne, pa dajmo reči pametna podjetja, ker tovarna si predstavljamo, da je to neka kovačnica ali nekaj grdega in težkega. Podjetja so pa vse, tudi javne agencije in medicina in tako naprej so podjetja. Tukaj imam slajde. Pa dajmo pogledati, zamislite si vaše podjetje, vašo organizacijo čez 3 leta. Zahteve glede performance, zadeve glede performance izdelka servisa, zahteve glede kakovosti, kam bo šlo? A bo šlo gor, ali bo šlo dol? Kam bi rekli? Kdo misli, da bodo šle zahteve dol? Kdo misli, da bodo šle gor? No, mislim, da imamo kar konsens, torej tukaj bodo šle zahteve gor. Kaj pa zahteve glede dobavnih rokov, stroški na enoto proizvoda, velikost serije, bo šlo dol, a ne? Saj, če imamo kar strinjanje. Kaj pa, s katero ekipo boste to dosegli? Recimo, če boste v 3 letih za 10-15% povečali prodajo in za 5% povečali produktivnost, potem bo to tista ekipa, ki jo imate danes, plus kakšen pokoj, pa kakšen pripravnik. A ne? Se reče, vsi smo pred to realnostjo, da danes s to ekipo težko folgamo, smo zadaj, se učimo, se opotekamo, ampak čez 3 leta bomo mogli biti bistveno boljši za isto ekipo. A ne? Torej, gremo do kulture in ljudi. Tukaj je slika iz Boeinga. Boeing je imel 20-25 let nazaj velike težave in so ugotovili, da imajo same ljube potrate, samo iščejo naokrog, samo čas tratijo, težave se jim ponavljajo in so rekli, konc heca, so lepo potegnili verigo po dvorani, ta veriga se premika 5 cm na minuto in vsaka faza je narejena v nekem točno določenem času. Recimo, če motor montirajo en dan, potem so črte za montažo motorja toliko narazen, motor se montira med tem, ko se avion premika in ko avion pride do črte, mora biti motor gor z vso dokumentacijo. A ne? Pa dajmo malo razmišljati, katere probleme si predstavljate pri tako zelo povezanem procesu. Imamo kakšne ideje, kaj se lahko zgodi? Imamo kakšne ideje, kaj se zgodi v takem procesu? Napake. Recimo, ni pravega vijaka. Kaj se zgodi, ko ni pravega vijaka? Ja? Kaj se zgodi? Ja, vse se ustavi. Vseh 20 avionov se ustavi, kar pomeni, da se premakne tudi dobavni rok za teh 20 avionov. A ne? Torej, pridemo do tega, da dobri procesi, tako kot na vrhu piše, rabimo en plan, rabimo napredek, ki je viden vsem, torej vizualno podjetje, zelo močna stvar, in kot drugo, problemi se pojavljajo, takojšnje reševanje problemov. Takoj, ko govorimo o digitalizaciji, so to bolj povezani procesi, rabiš dobre podatke, rabiš dobre korake in takojšnje reševanje problemov. Pa dajmo to malo v številke. Recimo, če ima takole podjetje na dan 1 milijon možnih problemov, tako smo rekli, ni vijaka in tako naprej, ali se zatakne krmilo med testiranjem, a ne? In če rečemo, da na dan z ekipo lahko obvladamo 10 problemov, torej nekaj se zgodi, odreagiramo, rešimo. Nekaj drugaj se zgodi, odreagiramo, rešimo in zagotovimo, da je proces tekel cel dan. A ne? Če je 10 problemov na 1 milijon možnih problemov, to pomeni 10 parts per million. To je številka, ki jo zelo dobro poznate vsi, ki ste v avtomobilski industriji, torej en dogodek na 100.000. Če izdamo 100.000 naročilnic, ena napaka na 100.000. Če kujemo kovice, ena napaka na 100.000. Kar pomeni, da nekdo, ki kuje kovice, bo mogoče več mesecev ne bo imel težave s kovice, potem bomo eno težavo, potem pa spet več mesecev nič. Ne? Isto velja za usposabljanje, isto velja za vse. Ne? Torej, v takih sistemih je boljši procesi, vključitev ljudi, vizualnost in takojšnje reševanje problemov silno ključna zadeva. In rabiš cele strukture vzpostaviti za to, da se probleme takoj rešuje. Gremo na konceptualno, torej na vrh organizacije kupec
Imamo neko delavnico, recimo 10 let nazaj smo imeli neko majhno delavnico in smo ustrezno servisirali kupca. Delavnica je poročala recimo vodji proizvodnje ali pa vodji inženiringa ali karkoli, potem ta vodja ima svoje kolege in zadeva je bila funkcionalna. Zdaj pa, ker je bil biznis dober, smo dodajali ljudi in smo dodajali ljudi recimo ali v inženiring ali v proizvodnjo, pač tam, kjer se dejansko premika. Kako pa zdaj izgleda komunikacija z vodjem? Kako se vam zdi tale komunikacija? 20 ljudi komunicira z vodjem, prej jih je pa 5. Kakšna bo ta komunikacija? Slaba komunikacija, kar pomeni, da bodo problemi. In ker bodo problemi, bodo tega vodje vlekli na vse sorte kritične sestanke. To bi, če je bil prej tam, ga potem sploh ni več tam. In potem prideš do tistega, ko sam sebi ne verjameš, imaš svoj plan v glavi, že ko se pelješ v službo, imaš 3 nujne telefonske klice in ti je plan že padel, preden si v službo prišel. To marsikdo to doživlja. Kaj delamo? Zdaj imamo pa kakovostne probleme, dodajamo kakovost, potem imamo produktivnostne probleme, dodajamo inženiring, potem imamo vzdrževalne probleme, dodajamo. Vse to mora nekako komunicirati in ko je takole zaplezano, ali je kupec še na prvem mestu? Kaj bi rekli? Ne, ukvarjamo se s sabo, ukvarjamo se z lastnim kaosom. In tako ugotovimo, zakaj je delo danes tako drago. Majčken hecna slika, ampak je hecna točen zato, ker je nevarno blizu resnici. Torej, če takale slika ne deluje, imamo pa izkušnjo izpred 10 let in ta izkušnja je stara tudi 100 000 let, ker so vsa nomadska plemena delovala tako. Imajo obvladljive skupine, imajo več skupin, če imaš 20 ljudi, te skupine imajo svoje vodje, torej imamo team member, team leader, kot skupine, skupinovodja. Skupinovodje komunicirajo z svojim predpostavljenim, recimo vodjo proizvodnje ali inženiringa, in zdaj postane pa zadeva funkcionalna. Torej rečemo organizacija 1:5. Torej, kdor ima več kot 5 ljudi, ki mu poročajo, ima problem. On, ljudje in organizacija. To je čisto enostavno, poskušaš slona pogoltniti, ne da bi ga razrezal na zrezke. To se zatakne. Rimljani so imeli v svoji vojski 1:8. Nobena še tako groba vojska ni bila tako neumna, da bi imela razmerje 1:10. In današnje organizacije so jasno bistveno bolj sofisticirane kot par tisoč let stare vojske. To je običajno prva točka pri uvajanju Leana, da ugotovimo, da so vodstvene strukture razredčene do neskončnosti, da imamo deci vina pa 10 litrov vode in temu še vedno rečemo vino, razvodenele vodstvene strukture, izpraznjene, presekani komunikacijski kanali in to že v starem svetu ni funkcioniralo, kaj šele v možnosti digitalizacije in sodelovanja. In če naredimo 1:5 organizacije, ugotovimo, da so team leaderji, group leaderji, oddelčni vodje, lokacijski direktorji in tako naprej, predstavljajo 30% ljudi. Torej 30% ljudi je treba vklopiti aktivno, redno, dnevno v izgradnjo in funkcioniranje sistema. Če imaš 150 ljudi na lokaciji, je to 50 ljudi. To ni usposobljeno za direktorja in namestnika, to ni usposobljeno za upravo, to je 50 ljudi od 150. In te ljudje rabijo precej dni vsako leto, če hočemo, da to funkcionira. Sicer imamo pač vodjo proizvodnje, ki je šel na usposabljanje, njegovi mojstri so pa pač grobjani izpred 30 let, ki pač tulijo, ponižujejo, pritiskajo ali pa so odsotni in nesposobni. Torej, končni cilj je imeti sposoben proces, ki ga lahko digitaliziraš. In recimo, če rečemo, da je to prodaja, konstrukcija, nabava, montaža, zagon, ta zadeva služi kupcu, kaj rabimo? Najprej lokalno stabilnost. Recimo v konstrukciji pomeni lokalna stabilnost, ali imam ljudi, opremo, plan, material,
In če gremo v realno podjetje, premalo ljudi, premalo usposobljeni, softverji, ki štekajo in tako naprej. In imamo že takoj garancijo, da ne bo šlo, tudi če digitaliziraš. Potem, ali imamo kapacitete. Dobimo prevelika naročila in ljudem rečemo, čestitam za preveč dela, in oni potem sekajo bližnjice in dajejo naprej napake. In ta napaka se potem pojavi pri kupcu. In hitro reševanje problemov. Če na vsaki od enot ne rešuješ problemov takoj in dnevno, bo stvar se ustavila in zaribala. Zato je 90% običajnih procesov potrate, ker imaš same ljube zastoje, sploh nimaš več procesa. In ta lokalna stabilnost mora biti postavljena povsod. To ni malo dela, to so betonski temelji organizacije. Potem pa pretočnost. Lokalna stabilnost ne pomaga, če nimamo pretočnosti. To je pa enakomerna obremenitev cele verige, brez zastojev oziroma odpravljanja zastojev, in to je glavno delo vodij. Torej, vodje niso tisti, ki e-mailajo razne Excele za optimističnimi številkami, vodje so tisti, ki so v procesu, razumejo, se učijo, podpirajo, odpravljajo, ukrepajo, povezujejo, rešujejo probleme. Tako kot učiteljica mora biti v razredu, tako mora biti vodja tam, kjer se dogaja. Gremo na primer Jaskave, kako smo to v Jaskavi delali. Tukaj je recimo primer roboti, varilna priprava, pozicioner, pač ena slika. Tukaj takole zgleda montaža neke varilne celice, ko bo robot v levi garaži varil nek izdelek, bojo v desni garaži nastavljali kose, potem bojo zaprli vrata, robot se bo preselil, ljudje se bodo preselili in to bo recimo na koncu nekemu podjetju delali izdelke. To je taka robotska celica. Tamle desno vidimo, da nekdo pregleduje en papir. Kaj je to? Vidimo problem, ukrep, datum, zadolžen, rok. Torej vizualizacija, zelo banalna, osnovna vizualizacija, ki jo rabiš takoj uvesti, da pritegneš ljudi. Ne morejo ljudje dobro po planu narediti, če se mu zatakne in ne more ukrepati in nihče ne ve, kaj se je zataknil. To je ena prvih zadev, torej vizualizacija, hitro reševanje problemov. Začetna točka papir, nič narobi. Tole je recimo en bok za kombajn, tle gor nastaviš razne pločevine in profile, potem robot vzame tole zadevo v garažo in lepo pošvasa in dobiš bok kombajna. Zdaj, proizvodnjo takih stvari pa vidimo, da je vsak takle sklop je v bistvu unikat, ker to je popolnoma naročniški izdelek. In vsak takle sklop se dela na ergonomskem delovnem mestu, tisto, kar je profesor Herakovič prej pokazal, torej struktura montaže, 3D risba, zaporedne faze, ko zmontira točno korak 17, premakne ekran na touchscreenu, pojavi se mu korak 18 in tako naprej. Tako da delavec lahko se fokusira na delo, ne na čaranje, razmišljanje in improvizacijo. Material ima pri roku, štartali smo nekako s 300 vijaki, zdaj je 70, ta številka se manjša, ti vijaki so vedno pri roki, so standardni, nikoli ne zmanjkajo in tako naprej. Takole izgleda komunikacijska celica tam, kjer se proizvajajo sistemi. Torej Jaskava, mislim, da lifra 300 projektov letno, to pomeni več kot enega na dan, ti projekti so po več tednov v procesu in to moraš imeti nadzor nad zadevo. Torej so delovne skupine z skupinovodji, vsak skupinovodja ima svojo tablo, vsi skupaj imajo elektronski plan. Redno v vsako skupino pridejo predstavniki vseh služb vsak dan. Če konstrukcija, nabava in tako naprej, predstavniki vsak dan v vsako skupino, ker rabimo redno reševati probleme. Ok, podvojen, nekaj se zatika. Evo, sam da sem rekel redno reševati probleme. A se da tole napraviti? Aha, super, hvala. Takole izgleda tabla. Tle na sredini imamo ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek. To so naloge, ki so bile dnevno odprte. In zdaj pa rečemo, če je 5 problemov na dan predebatiranih v prisotnosti vseh služb, če je 10 tabel, je to 50 na dan, 200 delovnih dni, to je 10.000 problemov sistematično rešenih letno. Te zadeve se seštejejo, tako kot opeke v kitajskem zidu se seštejejo v nekaj velikega,
Tako se tukaj sešteje. Isto velja za vse režijske skupine, konkretno je to ekipa projektnih vodij, spet prisotnost vodij, dnevna debata, dnevna problematika, spremljanje plana, reševanje problemov. Tole je montaža pozicionerjev, spet na isti način. Počasi zadeva prehaja v elektronske oblike, zlasti ker so Nemci močno udeleženi, konstrukcija, nabava in tako naprej. In ko se sproži problem v projektnem vodenju v Ribnici, je listek že priletel k Nemcem in že oni lahko odreagirajo. To je vse digitalizacija, ki je bottom-up v bistvu. Sistem, ki je bil na džigih, tukaj je pregled dnevne problematike na ekranu, torej povsod proizvodni zdaj vidiš touch screene, velike displeje in tako naprej, ki počasi zamenjujejo papir in table. A3 projekti izboljšav. Torej več 10 ljudi smo usposobili za vodenje projektov izboljšav. Zdaj pa recimo, če imamo 25 projektov, sočasno, če trajajo 3 mesece, je to 100 sistematično rešenih projektov letno. In to se vse nabira v sposobnost organizacije. Zelo pomembno, usposabljanje mentorjev. Tukaj imamo tečaj Job Instructions, kako usposobiš človeka, ki je z omejenimi kapacitetami včeraj prišel delati v tvojo skupino. Kako ga boš na najboljši način usposobil? Tukaj je čist konkretna metodologija v bistvu iz druge svetovne vojne. Nekateri problemi se eskalirajo, spet smo pri reševanju problemov, tukaj je vodstvena ekipa ima vsak dan sestanek v war roomu, rečemo, spet je torej precej vizualnega, hitro odločanje. Tole je slika supply chain iz Nemčije, tole je delavnica Ribnica Nemčija, ki smo jo imeli v Nemčiji, torej dogovor, kakšni procesi so, zato da ne bi avtomatizirali slabih procesov. Najprej dogovorimo, kakšen proces sploh je, pa kje se zatika. Tole je slika iz Francije, pa lahko pokažem, osnovni proces je tole. Tole je bil pa prvi brainstorming problematike. Tako da, ko prideš v realno podjetje in mešano ekipo vprašaš, imate kakšne probleme, dajmo jih napisati, 100, brez težav. Potem pa prioritete in reševanje. Torej, če bi avtomatizirali tako problematičen proces, siguren zaidemo v živo blato. Tole je dnevni vodstveni sestanek na Švedskem, potem tole je vodstveni sestanek v Španiji, to smo letos uvajali. Tole je usposabljanje vodij izboljšav, spet na evropskem nivoju. Torej, imamo vsako leto generacijo vodij izboljšav, to so predvsem, visoki potenciali in bodoči vodje, ki dokažejo svoje kompetence in se razvijajo z vodenjem projektov izboljšav. Zelo velikokrat so to igre. Tukaj recimo konkretno vidimo, da tamle so pekači za vafle, tukaj so limone in smetana in tako naprej. Vzpostavimo tovarno vaflov, pečemo vafle in se ljudje naučijo, ker počasi vidijo, kaj je to proizvodnja, kaj je to vzdrževanje, kaj je to plan, kaj je sodelovanje. No in recimo, tle smo 8 skupin vodij, smo že imeli v Ribnici, pa v Kočevju program 2 do 5 dni, zato da pritegnemo. Tukaj je spet ena igrica, tukaj se učimo hitrejših menjav, krajših prehodnih časov. Zdaj, če povzamem, jaz sem recimo 25 dni letno, zraven že toliko in toliko let, vedno je kakšnih 10 ljudi udeleženih, to je 250 človek dni udeležencev letno, to ni majhna investicija, to ni kar tako malo se hecamo, ampak dr. Kosler investira celega človeka ali 2 letno samo zato, da je na usposabljenih. To je velika investicija na dolgi rok, če hočeš žeti rezultate. Vodje pa so jasno vsak dan tisti, ki usposabljajo. Tako narediš kompletno verigo usposabljanja, če pripelješ nove metode z digitalizacijo pa linom, potem pa 30% ljudi je dejansko vodi in so usposobljeni za vodje in kot vodje vključujejo in usposabljajo in pritegnejo vse zaposlene. Tako vzpostaviš celo verigo. Imamo pa tudi alternativo. Alternativa bi izgledala pa takole. In to je preveč hecno, da bi se sploh smejali. Hvala lepa.